No, in sedaj prvi referent, avtorica, gospa Duša Karnej-Umek, doktor Duša Karnej-Umek. Lepo pozdravljeni, veseli, da smo se zbrali v takem številu in tisti, ki se poznamo, in tisti, ki na tem področju delamo, in tisti, ki vas zanimajo ta vprašanja. V ta krog staroselcev me je uvedel pater Ivan Tomažič in me predlagal v odbor, ki je organiziral te konference v Ljubljani. In tako sem se bolj začela poglabljati v staroselce, to je bilo 2005. Predtem sem se seveda za to zanimala, še posebej, ko sem iskala literaturo, ki je meja med Slovenci in Hrvati v Istri, in sem začela prebirati italijansko literaturo, kjer je bilo seveda govora in so bili podatki, do kje smo segali staroselci, Slovenci čez polovico Istre, v celi Istri, pa tega v naši literaturi ni bilo. Tako je bilo tudi v italijanski literaturi govora veliko o staroselcih, o Istrih, Venetih, Japodih, ki je tudi v naši literaturi ni. V prvem zborniku so me zanimali bolj natančno Istri, v drugem Karni. Ves čas me je pa zanimalo, odkdaj ta ideja oziroma teorija, da smo mi priseljenci. In ko sem to starejšo literaturo, tudi slovensko, prebirala in to, kar so že pred mano v tej skupini, ki so raziskovali v Ljubljani, odkrili, je bilo to vedenje, da smo mi staroselci vse do prve svetovne vojne splošno razširjalo med izobraženci, pa tudi med navadnimi ljudmi, kajti prispevki o tem so izhajali v kmetijskih in rokodelskih novicah. To bi bilo nekako tako, kot če bi v današnjem delu o tem pisali. In v seveda takratni znanstveni literaturi, kot je bil letopis Matice slovenske. Zakaj se je to potem spremenilo z prvo Jugoslavijo in drugo Jugoslavijo in je to prevladalo, je že tema drugega prispevka oziroma raziskovanja. Največ o tem, da smo staroselci, najbolj številni prispevki, so Davorina Trstenjaka, ki je veljal prvih 100 let za zelo cenjenega v krogih znanstvenikov, raziskovalcev, slovenskih razumnikov. Potem pa nič več. In zanimalo me je, kaj je on o tem pisal. O slovenskih staroselcih so pisali v prvi polovici 19. stoletja tudi drugi, naprimer Jakob Zupan, ki je pisal o etimologiji rečnih imen na Koroškem, Anton Krempel, Dogodivščina štajerske zemlje, to je bilo 1845, po njem se je menda zgledoval tudi Trstenjak, Matevž Ravnikar, prvi seljaki na Slovenskem leta 1846, v nemščini je pisal Tomaž Jarič, v slovenskem prevodu je leta 2013 išlo v knjižici z naslovom o večinskem veneckem poreklu prebivalcev nemških dežel. A seveda najpomembnejši je bil Davorin Trstenjak, ki je začel 1853 objavljati prispevke o staroselcih. Spoznavanje številnih antičnih in sodobnih del je razlagal stara imena, pomeni simbole božanstev, ki so se ohranili na napisnih kamnih in krnitih najdbah iz starega veka.
V poznejših letih je raziskoval, kaj se je od prvotnega verovanja še ohranilo v šegah in navadah ter slovstveni folklori. Raziskovanje narodnega izvora pa je slovja pa ni bilo samo sebi namen, ampak je z njim utemeljevalo, da smo Slovenci staroselci in povezani z drugimi slovanskimi narodi ter Arijci v Indiji. Preučeval je sorodnost slovenskega jezika z jeziki slovanskih narodov in samskrtom. Izvor slovenskega bajslovja je razlagal po vzoru Dobrovskega, Šaferžika, Kolarja in Hanuša pri Slovanih ter Riterja in Goresa pri Nemcih, ki so povezovali slovansko bajslovje z indijskim. Mimo grede, ko so Francozi in Angleži zasedli Indijo, seveda je prišlo to znanje, ki je bilo nekdaj v starem veku seveda razširjeno tudi v Evropi, ponovno se je spoznalo, da so evropski jeziki in sanskrt podobni. Tako da je bilo veliko del, ki so o tem pisali. Trstenjak je na podlagi navedbe antičnih in sodobnih piscev temeljeval, da smo Slovenci staroselci, ki so na tem območju živeli vsaj že 1000, če ne 1500 let pred našim štetjem. Raziskoval je tudi izvor in pomen besed, krajevnih in osebnih imen za plemena, narode in božanstva. V knjižici o Abidravih ali Podravljanih leta 1853 je dokazal, da so bili Slovenci prvotni naseljenci v Noriku, to je Kranjske in Koroške in Štajerske zemlje, gor do Tavriških visokih planin. To je njegov navedek. Napačne so torej razlage o poznem prihodu slavljanskega naroda v 6. in 7. stoletju, roparski pohodi Markomanov, Kvadov, Bojev, Silingov in drugih germanskih narodov čez Norik in Panonijo v Italijo so opustošili deželo. Naseljenci so te kraje ponovno naselili, niso bili od drugod, to je bilo novo obrodovitelje, nova refluktuacija, ne pa prvi prihod v te kraje, to je pravi Trstenjak. Ob tej dobi je tudi obveljalo ime Slavjan pri latinskih, grških in nemških pisateljih in ker ni se to ime prej rabilo, tako je kriva misel se v povestnico uvlekla, kot da bi nas prejden ne bi na jugu bilo. V prispevku o Noriku, to je zelo obsežen prispevek in je imel namen ga najprej objaviti v knjigi, je napisal dodatek 1869, ta obsežen pa je išel 1853, ki je eden dokazal, da so Slovenci domorodci, da nimajo povesti o svojih prvotni domovini, kot jih imajo drugi narodi. Drugi dokaz so zgodovinski viri. Navedba Alberta Muharja, da naj bi Slovenci prišli za Obri, Avari, med leti 592 in 595, niso verjetne, ker so si Obri, ki so bili mongolski nomadski narod, podredili vzhodne Slovene, to so Anti, zato odcepitev vzhodnih Slovenov in beg pred njimi v Norik ne bi bil mogoč, ker bi morali predreti zemljo Herulov, Gepidov in Longobartov in premagati prve stanovnike, Noričane, to pravi Trstenjak, ki pa so tedaj v Noriku že bili naseljeni. Trstenjak se sprašuje, kako bi mogli Sloveniji naseliti obsežno deželo med stalnimi napadi in vojno nevarnostjo in v tako kratkem času od leta 587 do 594 toliko zemlje v posedu zvesti, jo obdelati, vsaj ne na vasi, gora, reki, mesto prekrstiti. Naslednje leta, 34. leta, je napisal: v duhu smo gledali ponosite mesta, v katerih ste cvetela umetnost in obernost. Visoko njihovo zidovje je obdajalo stanovišča miru, ker Slovenci niso nikdar napadali drugih narodov, ampak le se junaško branili proti tuji sili okrožnosti. Podrtine slavnih mest tožijo druge pred stolom zgodovine divjosti, ne pa nas. Ker Trstenjak je prvi privihral mirne kraje naših dedov in Evropov, z njim pridata divja sina medlega Sevala, Himber in Trtr, in vznemirita mirne prebivalce. Videli smo naše dede v lepi prijaznosti z mogočnim Rimljanom več časa živeti, ali deželoželjni Rimljan je s podirjalmenjem povračal prijaznost naših očetov, kamor je prišel, je razdrl vsako narodno življenje, ker drugega pravila ni poznal,
kakor ubi Romanus vincit, Romanus habitat. To je, kjer Rimec zmaguje, tam Rimec stanuje. Trstenjakovo preučevanje naravoslovja, bajoslovja, narodne ustvarjalnosti in lastnega izvora ni zaostajal za preučevanje pri drugih narodih v Evropi v prvi polovici 19. stoletja in je temu enakovredno. A njegovo raziskovalno delovanje na področju etnologije je bilo še kako pomembno za dvig narodove samozavesti in gojenje narodne samobitnosti. Večino svojega dela je posvetil odkrivanju starodavne zgodovine Slovencev z namenom, da jih postavijo v enakopravni položaj z drugimi evropskimi narodi v skladu z politično idejo zedinjenja Slovenije. Pri vprašanju naroda se je pridružil peticiji Matije Majerja Kaj Slovenci tirjamo leta 1848 in napisal pismo Bratje Slovenci pokrajinske, koroške in štajerske deželje, v katere poziva, da se Slovenci čim prej povežejo in nastopijo na Dunaju. Njegov prispevki so še danes pomembni za domorodno, tudi tako drugim besedam avtohtonistično teorijo pri raziskavah etnogeneze, ki v Evropi in pri nas izvor Slovencev in Evropejce prikazuje na novih znanstvenih dognanjih. Razlika pa je v tem, da drugi narodi še sedaj priznavajo pomen svojih preučevalcev takratnega časa, medtem ko ga je pri nas uradna stroka zamolčala ali mu ne prizna doprinosa, ki ga je dal humanističnim vedam, ker je ostala v starih od drugod prevzetih ideoloških vzorcih. Njegovega dela etnologi niso analizirali ali pa so ga popolnoma zamolčali, a Trstenjak ni samo pisal, bil je tudi pomudnik in prvi predsednik Slovenskega pisateljskega društva. Tudi niso v Ljubljani v Društvu slovenskih pisateljev primerno obeležili 200-letnice njegovega rojstva. Znanstveni simpozij ob 200-letnici rojstva Davonjena Trstenjaka so organizirali v občini Svet Jurij ob Ščavnici 19. novembra 2017. Zato se tudi mi smo zbrali v Loparju in ne v kakšni metropoli. V katero smer naj bi šle raziskave, zdaj še nekaj o tem. Vsaj v 70-ih letih je bilo še jasno, da smo mi staroselci oziroma da so tukaj tudi obstajajo neki staroselci. Tako v arheologiji, jezikoslovju in etnologiji, tako je arheolog Stane Gabrovič že leta 1975 napisal, da imamo danes na slovenskem ozemlju opravka vsaj s 3 etničnimi enotami, pravimi Kelti, Japodi in Karni. Te moramo prišteti še domače prebivalstvo, ki je nedvomno živelo še naprej. Tako jasno opredeljene kulturne skupine naravnost vabijo k plemenski etnični interpretaciji, še posebej tudi zaradi tega, ker imamo razmeroma obširno pričevanje virov, ki nam to omogočajo. V delu arheološka najdišča Slovenije so navedena krajevna imena. To je zdaj zanimivo. Zagradišče, Gomila, Grob, Žale, so rodni imeni. V seznamu je na zemljevidu navedenih 320 krajevnih imen, najprej izveja Greno Gradišče, ki je označevalo prirodno in umetno utrjeno višinsko halštatsko postojanko, ki je včasih postala naseljena vse do slovanskega obdobja, celo do danes, na nekaterih stoje srednjeveški gradovi, tabori, naselja stare cerkvice. Zdaj pa to. Ime groblje predstavlja navedbo rimske grobišče in ruševine, ime Gomila nakazuje prazgodovinske in rimske gomile te grobove, ter Žale tudi staroslovanske pokope. Skratka, če bi oni prišli iz nekih močvirjev, vprašanje, če bi že takrat vedeli in ločili vse te krajevna imena, kaj so kaj pomenila. Že to je ena dejstvo, ki govori, da so že tukaj bili. Ampak to različno razlago in da smo Slovenci staroselci, oziroma to teorijo o kontinuiteti je zelo obsežno razvil Mario Alinei, to je jezikoslovc, ki je bil profesor v Utrechtu na Nizozemskem. In je on prav to besedo, grobišča in grobišča Gomile so značilnost jugovzhodne Evrope in Balkana,
in slovansko navzočnost na območjih, ki so blizu tistih zgodovinskih iz neolitika dalje, izpričujejo tudi sorodne besede v slovanskih jezikih, na primer ledina, neobdelana njiva in ograda, grad, kar pomeni, da je slovansko območje poznalo vso različnost od obdelovanja polj in kolobarjenja do utrjenih vasi. Ali ni razlaga, zelo zanimivo, da so različne narečne skupine v Evropi dediči kmečkih skupnosti iz neolitika in vplivi tujih rodnih prišlekov, ki so bili vladajoče skupine. V narečjih in v folklori je ohranjenega veliko iz neolitskih šeg, seveda, kar je bilo vezano na poljedelstvo in živinorejo. Jezik pa se delil vodoravno, narečja vezana na poljedelske skupine in navtično med družbene sloje. To so bili zametki nacionalnih jezikov, ki so pripadali vladajočim slojem. Zdaj Slovenci so to tudi povezovali, vendar na etnološkem področju manj. Jožko Šavli je v delih Zlati cvet in Zlata ptica zelo nazorno povezal to od opisov bogov, božanstev in simbolov Slovencev, ki so skozi zgodovino se ohranjali v šegah, ljudskem slovstvu in imenovanju, čeprav so spreminjali svoja prvotna imena. In zato je bil tudi namen teh naših zbornikov istrskih, da je velik del prispevkov tudi iz kulturne dediščine tega območja. Zdaj nekaj še o drugem italijanskem piscu, ker je zelo zanimivo, ker je povezal arheologijo, zgodovinske vire in bajeslovje in genetiko, in sicer glede Venetov, ko ugotavlja, da je 25% tega haploskupine R1A1, kar je vezano na Slovane, na Beneški obali in je tega 25%. To bi lahko potrjevalo tudi Trstenjakove raziskave o slovenskih in slovanskih besedah v beneškem narečju. On je namreč zelo obširno raziskavo naredil, katere besede iz beneškega narečja so podobne slovenskim in drugim slovanskim. Skratka, v Evropi so že raziskave, tudi DNK, tako na Poljskem, ki so vrgle trditve selitvenikov, po katerih je bila srednja Evropa naseljena s Slovani v začetku sviti, ker so nekatere značilnosti po ženski moški črti vlečejo od bronaste dobe do začetka srednjega veka. To so te nove DNK raziskave. Skratka, humanistične vede imajo tukaj veliko prednost slovenske, če bi znale le to izkoristiti. Zdaj za na konec sam še eno vprašanje namesto zaključka. Ko sem slučajno iskala zgodovinske vire oziroma kaj je pisalo o zgodovini mesta Astija v Piemontu, sem zasledila, in tukaj je vprašanje, kako je prišla leta 328 pred našim štetjem v zgodovino mesta Asti v Piemontu lepa Skjavina, hčerka svečenika v svetišču boga Marsa. Tedaj so čez Alpe prišli Galci, ki jih je vodil Bred, in očaran na njeno lepoto je vzel za ženo. Nedaleč od mesta je zgradil grad na Pečini, ki je po njej dobil ime Roka Skjavina. Ime zaselka in ceste je še zdaj na zemljevidu mesta Astija. Toliko tistim, ki tako poudarjajo, da so Kelti. In tukaj je, če bomo to uspeli dokazati, 4. stoletje pred našim štetjem, te vire, da so bili tudi na tem področju Sloveni oziroma Slovenci. Hvala lepa.